kot smo rekli, april prinaša tudi že 8. tradicionalno čistilno akcijo Moje odpadke, moja skrb v našem mestu in zato z nami v tem studiu vodja županovega kabineta mestne občine Maribor, Eva Lozina. Eva, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, 31. marec, kar pomeni, da je do akcije še nekaj časa, da se lahko pravočasno pripravimo in zrihtamo, ampak že 8. torej Moje odpadki, moja skrb. Res je, do akcije še nekaj časa, ampak prej, ko začnemo o njej govoriti, verjamem, da bo več ljudi se udeležilo. Absolutno. Letos imamo prvič združeno na obeh bregovih, 11. aprila, v bistvu v vseh mestnih četrteh, v vseh krajevnih skupnostih bodo tudi zbirna mesta, kjer ljudje lahko prevzamejo rokavice, vrečke in se odpravijo po odpadke. Seveda pa lahko to storijo tudi, ko gredo od doma, vzamejo doma kako vrečko in poberejo odpadke, ki jih poti srečajo. Absolutno. Bo tudi letos deljeno? Ne, letos prvič oba brega skupaj. Tako da res celo mesto pobira odpadke in verjamem, da bo to še lažje za organizacijo, da se bomo vsi po velikonočnih praznikih z veseljem vikend zatem malo razgibali, pretegnili, sklonili po odpadke in naredili res dobro delo za naše mesto in za našo prihodnost. No pa letos ste tudi nekako bolj vključili mestne četrti oziroma krajevne skupnosti, ne? Res je, letos smo razširili tudi našo čistilno akcijo oziroma akcijo urejanja okolja tudi na veliko zasajevanja dreves, grmičevja in nekih medonosnih rastlin, zato smo tudi povprašali naše mestne četrti in krajevne skupnosti, kaj bi si oni želeli, da uredimo. Dobili smo njihove predloge in 17. aprila bodo se na različne lokacije po mestu odpravili tudi naši delavci Florine. Florina je znamka, ki verjamem, da se vsi spomnite iz najlepših časov, ko je bil Maribor najbolj urejeno zelen. In znova obujamo to znamko, znova obujamo to tradicijo urejanja okolja in verjamem, da bodo ljudje zelo zadovoljni, ko bodo videli. Odlično. Tako da še enkrat, zbirne točke bodo v mestnih četrteh oziroma krajevnih skupnostih. Tako, vse informacije najdete tako na naši spletni strani, kot na tudi točkah samih mestnih četrti krajevnih skupnosti. Vabim vas, da se udeležite v čim večjem številu. Tukaj moram povedati, da se nam vsako leto pridružijo in osnovne šole in vrtci, ki se jim ob tej priložnosti res lepo zahvaljujem. Saj vzgajanje otrok, da bodo se naučili pobirati odpadke, pomeni, da jih najverjetneje, kot bodo veliki, ne bodo odmetavali sami. Absolutno, ne, ker tu se začne v bistvu, ne, in tu je osnova, plus naše mesto je lepo, ne, pač lahko tudi na tak način, če že ne vsak dan znova, ne, poskrbimo za to. No pa tudi občinarji boste za vzgled, ne? Vedno se trudimo biti za vzgled in ja, občinarji in tudi zaposleni v skupini JHMB se bomo 10. aprila odpravili na 4 različne lokacije, kjer bomo zdaj že tradicionalno tudi mi zamenjali naše tipkovnice in pisarne za urejanje okolja. Pobirali bomo odpadke in letos bomo veliko pozornosti namenili tudi barvanju. Pripravili bomo na ob mostu in pri Štuku bomo pripravili v bistvu prostor, kjer se bo kasneje v sklopu participativnega proračuna odvijal festival grafito, ki bo doživel svoj vrhunec 30. maja, ko se bo našim lokalnim grafiterjem pridružila tudi kar pisana druščina tujih grafitarjev. Super, tako da bo to imelo neki furm, ne? Da ne bo kar nekaj, kar neka ljubezenska sporočila. Nič ni narobe s Simona, mi jih ljubimo, ampak si želimo, da bi grafitarji po našem mestu, ki so uporabljali za to legalne stene, ki jih imamo kar že nekaj, ne bi čečkali po nekih stavbah, ki imajo recimo nove fasade in podobno. Tako. In zdaj glede na to, da boste tudi na občini pa pri JHMB-ju se udeležili, jaz predlagam, da naredite eno interno tekmo, kdo ima večji kup, ne? Marprom, pa Nigrad, pa vodovod, pa da se pa pisarne, ne? Pri parku, tako da bomo razmislili definitivno o takem načinu motivacije. Ena ideja pač je, Ampak moram priznati, da smo sodelavci vedno zelo veseli te akcije, ker je to res super, ko vidiš, da tvoje delo ima takojšnji učinek.
Vse informacije torej najdete na spletu, bomo pa seveda v prihodnjih dneh veliko informacij o tem dali in vas spomnili tudi tukaj na Totem Radiu. Tako jaz verjamem, da bo tudi letos že 8. Moji odpadki, moja skrb, ta akcija je res uspešna. Eva, pa uspešen dan želimo. Hvala za obisk v Totem studiu. Hvala, se vidimo na čistilni akciji.